Hola. Bila je priložnost, da bi zdajle še enkrat skuhala Ja, si rekel. So many people. Oj, zdravo. Lep pozdrav. A se slišimo? Jaz slišim, nekaj mi je štekal in zdaj sem, evo, vidim vse, tako je treba. A se slišim jaz v redu, ker nekih slušalk ne vem, kam bi štekel. A takole v redu? Tako je super. Super. Evo, še malo počakamo. Bova počakala. Ker jaz sem jim dal enih 10, so me fehtali za ta link, sem jim zdaj tudi šifre dajal. No, super. Jaz sem pa tudi glih dobila en sovražen govor, pa sem od ene feministke, pa sem se dobro izrekla. A to je bilo pa na moj račun, ne? Ja, ampak nič hudega, sej. Kjera pa je bila? Anja Ropoša? Tam je hrbet kazala, ko sem prvi spol v lanskem sejmu predstavljal, so enih 15 je bilo, so mi hrbet kazali. So me hoteli politi zeleno barvo, pa so me policaji varovali. Taka je moja usoda. Tako je. Če si jezen, a ne?
Ja, težke probleme imajo nekateri z otroštva ven, z očetom. Jaz sploh nisem tak hudič, ko mislijo. Vem. Anja. A tole imate vi tam na Univerzi Sigmunda Freuda, kaj tole, študije pa to? Ja, to imam jaz sem edina, no. Ok, tam me tudi ne marajo. Ja, nič hudega, sej. Taki se Pa v kar družbo. nekaj študentov je hodil k meni po inštrukcije. Res. Ja. Ampak pustno, jaz imam kožo kot slon ali pa kot dinozaur. Sem tako rekoč neranljiv. Sam imam pol mal jezik oster. To je pa posledica vsega tega, kar sem doživel ali pa še doživljam. Ja. Sicer sem pa tako dober po duši. Živja. Ja. Wow, same feminilne ženske. Čak, kira je pa Anja B? Jaz sem pa ta, kako naj se izrazim, danes sva komunicirala. Lejo, Anja B. Me fehtajo, če lahko še eno Anjo B narišem. Za privatno last. Ne vem za kakšno, za privatno sigurno, za pa kakšno. Mitja me je klical, če lahko še eno za njega narišem. Kdo? Luka? Mitja O. Ja, okej. Tam ne bom povedal, kjer, no, ampak je rekel, če lahko še eno narišem, sem rekel, da bom vprašal. Ker namreč imam neko idejo, malo bolj umetniško. Seveda, nujno, ne? Bova se tole midva. Vsi moramo zaslužiti pa nekaj početi zdaj, ne v teh časih. Ne drugače pa z bitcoini. Okej, ne bom komentirala nič več. V redu. Zdaj imamo drugo temo, no? Zdaj bomo šli. Tole jaz delam tako za hobi, ne? Tole ni nič plačljivo. Niti Anja, ki to ki je to organizirala, niti jaz. To delamo tako malo ljubiteljsko. Super. Imamo kakšne sponzorje ali pa kaj služimo na tale račun. Vse brezplačno. Zdaj še. Kmalu. Če pa bo, pa se ne bomo pustili, bomo pristali na sponzorje, ali kaj že. Itak, vedno. Ja. Zdaj tale, Kim, a imate vi tole pod kontrolo, kako boste tole shendali vse? Ja, imam. Zdaj še malo počakamo. Še 2 minuti počakamo. Ja, v redu. Zadnjič na Zoom konferenci, kolokviju, so eni hekerji zhekali in so nam vrgli noter neke porniče. A res? Zato, ker je bil javno objavljen ta link in so nekje iz Azije pa iz Amerike to zhekali. To smo mogli pa preskočiti na rezervno lokacijo in trajali 20 minut. No, če se bo kaj takega zgodilo, jaz odprem novo Zoom konferenco in se vsi priključimo tja. Ja, samo morajo vedeti, šifre morajo dobiti, ne? Ja. Pa moram jaz vsem še enkrat šifre poslati, vi pa tudi. Bomo še enkrat šifre poslali. Dajmo še tole počakati. Vi dajete besedo, ne, vi jih odlokate, kaj že, tele mikrofone, Ja. tako da mi ne bojo skakali glih v besedo, ko bom jaz govoril, pa ko bo debata, pa vsak, ki ne vem, dvigne roko, ali kaj že tlele. Ja. Kako so to? Se bomo zmenili, se pravi takole, a ne? Prvo zdajle počakamo, da vsi pridejo, pol začnemo, jaz vas vodim čez ta vprašanja, ki sem jih zastavila, Ja. pol pa na koncu je debata, tako da vmes pa tudi vsi nekako vejo, že praksa je, da imaš mikrofon na mute in potem na koncu pač. No, tole, če kdo ne ve, jaz pač na enih 5 konferencah ali pa 10 sem bil in malo približno vladam, ne. Ne znam pa cele logistike, tole, ko boste vi snemali, pač vi snemite. Ja, že snema, ja. Ker je. No, jaz pa tele imam še en telefon, bom pa, ko bom jaz začel malo govoriti, na en rezervni telefon malo jaz snemal, pa ne vem, dal kaj na YouTube ali pa na svoj kanal, vi po svoje to naredite, no. Prav. So pa tisti, ki ne more zdaj biti. Me pa fehtajo, če lahko to se snema, da bi rad to gledali. Bo to v redu, ne? Ja.
Tiska noče biti viden, naj si da videti. Tudi to, ampak nekateri imajo šibke tele kompjuterje, pa ne upajo logirati, ker jim sesuje se vse in bi rad to na YouTubeu gledali. Ja. In zdaj, če boste vi to speljali. Se strinjam, vsi ostali vidim itak, da se skrivajo, tako da kar naj bojo skriti. Nimajo samo zavest in pol se ne upajo pokazati. Luka se je pozabil na šminkati, zato se noče pokazati. Ali pa mogoče rabijo prideti k vam, ne? Na pol ur. Ne je dost. Ne. Pa ena tudi. A sej participijen 16. Ok, vidim tudi tlele. Je že 6 minut čas, pa jaz imam vse, ki jih hočem imeti tukaj. Ok, zdaj bom jaz sam malo še moj tale telefonček probo nekako zagnati video. Ko boste vi začeli, zato mene lahko tudi začnete. Ja. Zdaj, če bom bral, ne vem, bom pol bral. Ne rabite brati. Ok. Zdravo, hvala vsem, ki ste se zbrali danes, ki ste prišli poslušati. Jaz sem si pač danes zaželela imeti Romana zraven in kot ponavadi se mi pač želja uresničila, se mi želje uresničujejo. Zbrala sem to eno temo okrog v bistvu intuicije, pa postavila sem neka vprašanja, ki sem tudi vam vsem jih poslala, tisti, ki ste z moje strani prišli, zato da ste že malo približno vedeli, se pripravili, ker tako naš način dela poteka. Pa bom kar v bistvu zdaj začela s prvim vprašanjem, pa potem bomo nekako sledili. Vi si vmes kaj zapište, pa pol na koncu bo debata, če boste hoteli karkoli dodati, vprašati. Ja, se pravi, začela bom s prvim vprašanjem. Razumem, da v bistvu ta absolutna realnost, da ne obstaja, da vsak pač gradi neko svojo realnost, ki jo ni mogoče neposredno dojemati, da vsak različno konstruira model realnosti in me zdaj zanima, iz kakšnih psihičnih konstruktov izhajajo specifični modeli realnosti, kako se gradi, kako to v bistvu sploh. To je tako kompleksno vprašanje. Zdaj, malo moram narediti uvoda, da bom jaz poskušal obelodaniti ene stvari skozi psihoanalitične koncepte. Se pravi, treba je pa tudi ločiti med Jungovo pa Freudovo psihoanalizo. Zdaj, zame se ve, da sem jaz Freudovec, čeprav nekateri so mi delali neke astrokarte v Ameriki, in tisti ameriški nek astrolog je napisal, da sem jaz nek storyteller, da sem Jungovec. In zdaj jaz brskam po svojem spominu, jaz sem res 20 let nazaj delal v parapsihološkem krožku in sem se šel s temi parapsihološkimi variantami psihoanalize, ampak v osnovi bom rekel, skozi Freudovo psihoanalizo bom poskušal par stvari obelodaniti. Treba pa je vedeti, da sem tako po srcu, sicer želim biti znanstvenik in sem v osnovi znanstvenik, ampak sem tudi filozof. Tako da poznam nekatere osnovne filozofske koncepte, tudi spoznavni skepticizem, torej to, da je dvom edini, v katerega se ne splača dvomiti, to je osnovno moje vodilo. Vem, kaj je to subjektivna konstrukcija realnosti, recimo skozi Kanta vem, da absolutne resnice ni, da subjekt skreira subjektivne resnice, ki so izmuzljive, torej so subjektivne, absolutne resnice, da bi jo prijeli za roge, pa bi jo imeli v rokah, je ni. In tudi nimamo neke vroče linije do Boga, da ga bi vprašali, če je to, kar mislimo, da je res, resnično res. Nič od tega nimamo, lahko se pa obnašamo, kot da resnica obstaja in da jo lahko skozi znanost ujamemo. Se pravi, se obnašamo, kot da je resnica ulovljiva. Uloviti jo moramo pa skozi neke znanstvene koncepte, skozi znanost, ne skozi duhovnost, skozi neke občutke. Skozi neke eksperimente moramo to poskušati uloviti to resnico. Češ, da tam nekje zagotovo obstaja.
ker logično bi bilo, da vse to, kar mi doživljamo, ima nek rep pa glavo in recimo, če obstaja nek stvarnik, če se predpostavlja, da obstaja nek stvarnik Bog, on pa ve, zakaj se gre, ne? On pozna to resnico in mi se potem obnašamo, kot da poskušamo ujeti tisto resnico, ki je naš stvarnik, lahko da pisec matričnega programa, ne? Če se hollywoodsko izrazim, da on resnico pozna, mi jo pa tudi probamo ujeti, ne? Se obnašamo, kot da resnica obstaja. Zdaj, v objemu te subjektivnosti, ne? Torej, osnovna psihoanalitična teza je, da svobodne volje ni. Mi ne moremo z neko svobodno voljo nekaj o sebi vedeti. Ne? Se pravi, zato se v psihoanalizi operira s pojmom, s konceptom subjekta. Subjekt je suženj lastne nevednosti. Suženj, slepec, z pozicije zavesti ne ve, zakaj se sploh gre, ker je resnica v subjektu nezavedna. Ne? Zato govorimo o subjektu, ki je slep za resnico o sebi. Se pravi, če je slep za resnico o sebi, potem o sebi ne more nič povedati in vse občutke, ki jih poskuša obesediti, se vedno zmoti. Ali pa po naključju, če je laik, ulovi neko resnico o sebi. Ne? Sicer je pa, če bi rekel lakanovsko, ta iluzija jaza. Jaz je neka imaginacija, ropotarnica imaginarnih identifikacij, rekel Jacques Lacan, to je nek novo-freudovec. Se pravi, mi smo popolni nevedneži o resnici, o svoji subjektivnosti. Ne? In te modele realnosti, ki jih pa potem kreiramo na podlagi nekih fundamentov, ki se v nas naselijo skozi otroštvo. Se pravi, Freud je rekel, otrok je oče odraslega človeka. Se pravi, vse, kar se otroku naredi, Freud je rekel, do 6. leta, mi v resnici podoživljamo v odraslosti. So to prvost, podoživimo v obliki drugosti oziroma v obliki odraslosti. Vsa infantilnost ima simbolno nasledstvo v odraslosti, v drugosti. Se pravi, če hočemo mi o odraslem kaj vedeti, moramo pogledati v njegovo otroštvo, v njegove konstrukcije, ki jih je zgradil s pomembnimi drugimi. Torej z mamo, z očetom, ta primarna odipska scena, prvi objekt želje, mama, prvi veliki drugi, bi rekel Lacan. To je zdaj malo filozofsko, ampak je prav, da tako povem. Ne? Ker namreč drugi je tisti, skozi katerega govori človek v odraslosti. Drugi je tisti, ki ima namesto nas željo. Ni drugega od drugega. Ok, to je zdaj malo težko, ampak vse boste dvakrat to pogledali. Ne? Se pravi, kar se nam kot otroku zgodi v primarni družini, je fundament vsake konstrukcije realnosti, ki jo gradimo v odraslosti. In če se tam zavozimo, zapletemo, zaštrikamo, ne gre za to, da smo toliko butast, ampak gre za to, da so naši datoteke, ključne te, oralne, analne, odipske datoteke, virusne. Ne da samo, da imajo virus, ki se ga da s psihoterapijo sterapirati, ampak imajo nekateri virus utkan v svoj bios, v svojo izvorni fundament, na katerem gradijo duševnost v odraslosti. In potem so v odraslosti, rekel, malo zmoten, po domač povedan, pretegnjen, ne? Ali pa čuden, ne vem, kak izraz bi dal, ne? V psihiatriji se operira z nekim izrazom osebnostna motnja. To pomeni, da otrok ni doživel harmonične primarne družine, ni imel varne navezanosti s prvim objektom želja, ki je mamica, ni imel nekega odipskega očeta, s katerim bi razreševal to oidipalno sceno, potem ga je pa še zmotila interakcija z okoljem, s pomembnimi drugimi. In potem ima vse te fundamente, na katerih gradi konstrukcije, virusne, zmotene. In potem v odraslosti rabi kompas ali pa Biblijo ali pa guruje, duhovnost, da mu drug govori, kako je treba živeti, ker sam ne zna, ker ima toliko virusov naseljenih v svojo psiho iz primarne družine.
Lahko pa je to doktor neke, matematike, fizike, računalništva, ampak v tem emocionalnem smislu je pa zelo razštelan in se ponavadi zateka malo v intuicijo, reče sam sebi, da se zateka v intuicijo ali pa v duhovnost, v neke transcendentalne, ne vem kaj, v neko, kažete, ezoteriko, ne, te lebdeč, budizem, ne, skratka v duhovnost, vse vemo, o čem govorimo. Da vas tle usmerim. Ja. Dajte razložiti, prosim, ta fundament. Dajte mečkaj povedati več o tem Oedip kompleksu. Da bomo razumeli, Jaz sem zato... kakšna psihična struktura mora biti zgrajena, da Ja, razumem. Zdaj tako, začel bom malo po vinkih. Vsak človek, tudi Freud rekel, ki je doživel neko revščino ali pa doživel krivice z naslova neke neenakosti, v smislu nekega bogatstva, bo levosrčen, ne? Tudi ni slučaj, da imamo vsi srce na levi. Ne? Smo tako po osnovni neki politični opredelitvi, bi lahko vsak človek tako malo moralno razsoden bil levičar. Ne? In tudi jaz sem tle nek strbol, pa imam srce na levi, zaradi psihoanalize pišem z desno, sem konzervativen, glavo imam pa razumsko na sredi. In z razumom poskušam par stvari razložiti. Ampak kako je bil tisti družinski zakonik leta 2012, novi družinski zakonik, ali pa novela, referendumska novela 2015, sem jaz imel kot levičar svojo kampanjo proti družinskemu zakoniku, ker sem rekel, da bi bilo moralno sprevrženo, če država otroku ne bi omogočila, da z različno spolnima staršema razreši Oedipov kompleks. Ker Oedipov kompleks se po Freudovi percepciji lahko razreši samo z moškim očetom in žensko mamo. Moškim očetom govorim zato, ker moški ima ta organ več, lulčka, penis, je penisno bitje, mamica je pa vaginalno, brezpenisno bitje. In ta dva morata vstopiti v oedipalno fazo, zato da deček na svoj način, deklica pa na svoj, razreši ta primarno Oedipovo sceno, zato da si deček neha želeti mamice. Mamica je od očeta in mora doživeti tabu incesta, mora doživeti to strašansko prepoved. Če si ti želiš mamice, boš kastriran. To mora deček doživeti in mora ob sebi imeti očeta. Zato, da skozi kastracijsko bojazen v sebe naseli osnovni fundament psihe. To je pa moralna razsodnost, na katerem se potem gradi cel nadjaz, super ego. Kulminacija moralne razsodnosti je tabu incesta. Se pravi, oče, ki je kot otrok pravilno razrešil svoj Oedipov kompleks, si ne želi svoje hčerke seksualno. Ne? Se mu tudi ne zdi na nek način seksualno lepa. Tega Fritzl ni razložil, ker seveda ni imel ob sebi oedipskega očeta. Ne? Ta scena se mora narediti vsakemu otroku, ker je zelo pomembna, recimo zdaj govorim za dečka, deklica je pomembna na drug način, deček mora to primarno sceno doživeti zato, da v svoj fundament, v svoj bios naseli temeljni ta koncept tabuja incesta, da si že pozneje kot moški zna v skušnjavi med lušen in prav dopovedati, da mora narediti prav, ne pa ravnati po tistem, kar je lušen. In ta oedipski oče, ki mora si lastiti njegovo mamico, mora biti prisoten pri tem dečku. Če ni, je ta otrok popolnoma osebnostno razštelan, moralno pokvarjen. V starih časih so takim dečkom rekli, da so pankrti. Pristali so v zaporu, bili delikventni, imeli moralne zdrse, deklica brez očeta je pa popolnoma zbegana na področju seksualnosti pa odnosa z moškim. Pač to deklico doleti. In deklica brez očeta zatava v duhovnost 100%. Jaz v svojih terapevtskih praksah imam ljudi, ki pridejo k meni, so vpeti v duhovnost, so popolnoma osebnostno razštelani, ja, kje je bil pa oče, ga ne poznam. Ne, ali pa so se ločili starši, ki sem bil 3 leta star. In on išče izhod v sili, v Bibliji ali pa v verskih sektah.
zato ker nima osnovnih datotek v tem fundamentu, katerega fundamenta je občutek, kaj je moralno prav. Ne? In za ta občutek, kaj je moralno prav, se pravi, da mu očka krade mamico, po noči z njo spi, ga porazi v boju za mamico, ta oče je tisti, ki predstavlja dečku ideal, kaj bom, ko bom velik, tak car, kot je očka. Ne, če pa oči taka budala, da pusti mamico in da gre za kosom posanega mesa, se loči, potem je ta deček razštelan na svoj način. Fundament noter magnilobo. In tak otrok, ki ni doživel vsak dan tistega očeta, ki mu reče ne smeš, ali pa Tamal, ti si car. Če otrok deček tega očeta ne doživi, ima v tem fundamentu kopico virusov, ki ga spotikajo pri občutkih, pri sprejemanju odločitev, pri kreiranju čustev, pri kreiranju nekih odločitev. Vse dela narobe. In potem, ker nima notranje moralnega kompasa, on gleda, kdo ga vidi, ne? Katere zakone krši, pa če ga nihče ne vidi, bo kršil zakone, ker računa, da ga nihče ne vidi. Notranjega kompasa pa nima. To je deček. Deklica ima pa čudo drugih nekih virusov v sebi, če se ta oedipska scena ne naredi tako kot je Freud rekel, da je normalno in naravno. Ne? Sam zdaj naj še rečem, da je to pač falična faza psihoseksualnega razvoja, da obstajata pa še analna faza, pa oralna faza. Tudi te dve fazi morata imeti določen protokol, skozi katerega se v človeka naseli normalnost. Človek, ki ni kot deček, in poznam take patrone, da se tako izrazim, če ni opravil, zdaj bom pa malo vulgarno rekel, srajnih navad, ne, toaletnega treninga, tako kot je treba, v analni fazi trening čistoče, če mali sralec se ne pokaka mamici v kahlico in če ga mamica nima rada, pa reče, jo, koliko si ti pridn, ti si se meni pokakal na kahlico, zdaj bomo pa ritko blisaj, pa pleničko daj, pa načet v kahlico, zdaj pa v pleničko. Ne? Se pravi, ta analna faza ima svoj protokol, zato da deček naseli v svoje fundamente dolžniški odnos. Da, če dobi darilo, da ve, da ga mora vrniti. Če greš nekomu na obisk, mora boteljko prinesti, zato je, ker je vstopnica, da greš lahko nekomu na obisk. Ta obligatorni dolžniški odnos, ki je del te kulture in je del normalne osebnosti, ne, eni cigani imajo tle probleme, zato ker tiste sralne navade v svoji kulturi nimajo kultivirani na tak način kot običajni Evropejci. Ne. Mu pade zrit ti drek, kamorkoli mu pade in se mu mamica ne zahvali za drek. In potem te cigani niso nikomor nič dolžni. To je ta logika. Ne? Ali pa recimo oralna faza, ko mora otrok biti dojen, ne, ko čaka tisto veliko dojko, pa tisti božanski obraz, tja ne sme priditi jeti kosmat, pa mu dati flaško, pa reči, evo, zdaj imaš pa namesto dobre dojke, flaško, tle mu pa kašiš tisto bučo ob kosmato. To mora mamica narediti. Ne? Mamica mora to narediti, zato ker se optimizem v odraslosti v človeka naseli ravno v oralni fazi, ko je lačen, ko pride dobra dojka, blaženost odpre oči, pa lepo mamico vid. Ne more tam jetija vid ali pa zgubane stare mame. Ne? No, potem se mi pa te feministke mečejo ob tla, ker so hotele v svojem zakonu preleviti, prenesti, prevaliti 1 mesec porodniškega dopusta na očete, iz mamice na očete. Ne smejo to narediti, ker bo otrok zgubil optimizem v odraslosti in se mora protokol dojenja z mamico zgoditi. Ne da mami dela kariero, otrok ima potem varuške 2, staro mamo zgubano, pa jetja fotra, mladi očka. To se ne sme zgoditi. Se je smešno. Ampak tega feminizem ne pusti predavati. Zdaj pa, če ste mene poklicali, govorim o teh fundamentih, ki so ključni za razvoj trdne osebnosti. Se pravi, fundament je potreben, da se
zgradi pravilen nadjaz. Ja, ampak tri faze so, oralna, analna, falična, z Oidipom. Trije fundamenti so v resnici, ne? Kar naprej, prosim, ja. A sem spada tudi to, da to laganje, odkje pride otrok, pa laganje o Božičku. A je to tudi fundament ali je to že nekaj drugega? Del tradicije je, da mi naše otroke in mi strašansko uživamo, ko mu damo tam nas darilce, pa rečemo Božiček je prinesel, pa se mu lažemo, kaj v fris, da malo pa ve, da ni res. Ne? In potihem skozi ve, da ni res. Ali pa, odkje sem pa jaz bratca prinesel, smo ga kupili v trgovin. Ne? Če ta malo videl, da je mamica Bušeka imela, ne? Včasih so lagali, so rekli, da štorka to prinese. Ampak določene resnice otrok ne sme detaljno zvedeti, odkje prihajajo otroci. V tej kulturi se obdarujemo. Ne? Kdo je pa prinesel darila, ja, mi dva z očijem smo ti kupila. Ne? Cela kultura pa dedek nas nosi, Miklavž, Božiček. Ne? Ampak otrok potihem, svojo otroško pametjo, razmišlja na svoj avtonomen način. In če se ga preveč zavaja, pa predolgo, jaz sem svojega sina, enega, predolgo zavajal, ker smo dva sina imeli. On ta drugi je bil 4 leta star, ne, ta prvi 4 leta star, ta drugi pa že 8. Ne, pa smo flancali kar oba dva, da je še kar dedek Mraz. Ne, on je ta veliki bil toliko pameten, da je avtonomno voljo razvil in je rekel, vi meni lažete. Ne. In danes ima ta moj sin starejši, ne, ki je toliko star kot vi, letnik 90, skozi občutke, da obstaja teorija zarote. Skozi oporeka uradni avtoriteti, da ga zavaja. Chemtrailsi, cepiva, VTC so Američani sami zrušili, zato ker ima v fundamentu ta virus, na katerega jaz nisem bil pozoren, ne, ker sem bil mladi očka in nisem vedel, da ga predolgo ne sme zavajati. In ta epistemološka spoznavna pulzija, to, da mi, tudi jaz, želimo vedeti, ne? Jaz si strašansko kot znanstvenik želim vedeti, spoznati, razumeti. In to razumevanje se je v mene naselilo v otroštvu, ker je mamica kar naenkrat, ker sem jaz si toliko želel žensko, ne, se pravi punčko, sestrco, in sem jo tudi dobil. Sam ni imela dolge laše, brez zob je bila vsa grda, zgubana. Pri 6 letih sem jo jaz dobil. Nisem pa vedel, odkje. Ne? In potem sem belil si možgane. Ne? In Freud je rekel, ne misli, da zdaj vse to jaz govorim, ker Freud ni govoril o Božičku. Govoril je o štorkli, ki nosi otroke in bizarna verjetja v obliki teorije zarote, ampak Freud ni tako govoril o teoriji zarote, govoril o bizarnih verjetjah in je rekel, da se napajajo iz zavajanja staršev v povezavi s prihajanjem na svet otrok. To je Freud rekel. Dedka Mraza ni omenjal, niti Božička Miklavža. Ampak je pa povedal, da si otrok beli glavo, kako dojenček pride na svet. Kako pride dojenček v materin trebuh, kakšno vlogo ima očetov lulček, kako to mamica rodi, ali to izkaka tistega dojenčka, on ne ve za obstoj vagine. In to gretje možganov, to premlevanje otrokovo, odkje prihajajo na svet otroci, je ključno, da smo ljudje nagnjenih znanosti, da bi radi vedeli, da imamo to epistemološko, spoznavno teoretsko pulzijo, da nas zanima, da rinemo kot buldežer in bi radi se prebili do spoznanja. Zakaj že? Zakaj imamo tak občutek? Zaradi fundamenta, ki se je naselil v nas kot otroke, ko smo želeli vedeti, odkje na svet prihajajo otroci. To je rekel Freud. Občutek, rad bi vedel, se napaja iz fundamenta, odkot prihajajo na svet otroci. A sem približno razumel? Hvala, ja, se pravi. Torej, jaz sem razumel, če ste vi razumeli. Psihoseksualna faza je pomembna, analna, oralna, Oidipov kompleks, pa... Ne psihoseksualna faza, psihoseksualne faze razvoja libida oziroma otrokove duševnosti so 3. 3. So
oralna, se pravi, pa ne gre toliko za to, da deček ali pa deklica ali pa deček draži sluznico, ne, kar je Freud rekel. Oralna faza draži sluznico. Ni to ključno. Ključno je, da on sprejema vase. Ne, sprejemanje nečesa vase, paradigma sprejemanja, tudi sprejemanje znanja je oralno konotirana. Vzrtje mamice in poznejši optimizem, o tem Freud ni na tak način govoril, o tem so govorili psihoanalitiki zlate dobe za Freudom. In so ga, rekel, malo preinterpretirali oziroma dopolnili, tudi Melanie Klein, tudi hčerka Anna Freud. Se pravi, oralna faza gre za vzrtje mamice, prvega, drugega, objekta želje. Torej, tudi ta separacija, da vidi, da materina dojka ni del njega, ampak da je to od prvega, drugega, od mamice. On mora to misliti, on si mora želeti mamice, zato da se lahko žensko želi v odraslosti. On mora biti zadet z lepoto mamice, zato da se zaljubi v lepo babo, ki ni stara, ampak mlada, ker je mlada mamica. Če je dec normalen, ne more biti Macron. Moš imeti staro mamo za mamo. Ne? Zato, ker je imel staro mamo raje kot mamico. Ali ga pa imela mamica pri 40 letih, ali pa ne vem, 45. Se pravi, oralna faza ni samo draženje oralne sluznice, tako kot je rekel Freud, ampak gre za ves miselni proces, ki se detetu dogaja, ko sprejema vase, materino mleko, ko zre lep obraz, ko je deležen dobre dojke. Tisto draženje sluznice, kar je poudarja Freud, sploh ni tako pomembno. V analni fazi draženje analne sluznice ni pomembno. Pomembno je darovanje dreka mamici. Da se mu mamica zahvali, da ti delček sebe daš prvemu, drugemu in reče, mamica, evo, dam ti delček sebe, ti me ime pa rada. Ne? In se dolžniški odnos skozi to analno erotiko, se reče, naseli v psiho. To, kar sem prej rekel, da cigani nimajo, čistko. Ne? Se pravi, miselni procesi, ki jih dete doživlja v oralni, analni in falični fazi, ne, tam je pa posebno, torej ogromno nekih miselnih procesov, ker otrok si zverzira miselni aparat, ker si zverzira jezik. Jezik je orodje mislenja. Dojenček ne zna misliti, ker nima orodja, ker se ni naučil govoriti, ko se pravi novorojenček. Ampak pozneje pa se nauči misliti. Temeljno orodje mislenja je jezik. In v odipalni fazi, od 3. do 6. leta, se pa deček, torej dete, nauči artikulirati misel, ker ima jezik in govori in strukturira misel. In on mora misliti poraz svoj, pa anatomijo genitalij. On se mora vprašati, zakaj deklica nima lulčka, kdo je to odrezal. In ko se to vpraša, se mu zgodi ta fundament, ki mu jaz rečem miselni odtis. Miselni odtis, ki je ključen, ker se v odraslosti podoživi, miselni odtis v otroštvu, posebej v odipalni fazi, ki je misel zelo strukturirana. Ta misel se ponovno veljavi v odraslosti, na simbolni ravni. Se pravi, ene stvari, ki smo se kot otroci naučili, na simbolni ravni v resnici podoživimo. Sceno primarne družine nezavedno podoživimo v svoji lastni družini. In če imamo mi družino ločeno, imamo tendenco, da se bomo v naši družini, ki jo bomo ustvarjali po fazi zaljubljenosti, ko bo seks monoton, da se ločimo. Ker bomo podoživeli ločitev iz primarne družine. Ne? A sem nastavil, se pravi, misli, ki se mislijo v otroštvu, so ključne, ker se uveljavljajo v odraslosti. In tako je v bistvu potem zgrajena naša intuicija in naši občutki in potem... Ja, no, zdaj, če gremo malo na intuicijo. Intuicija je prodor nezavednega mislenja. Freud je govoril o toku nezavednih misli. Ta tok nezavednih misli, to je vesolje. Tam je milijardo misli, ki se mislijo, v zavest pa pride en občutek.
Ta občutek je posledica enega zelo kompleksnega mislenja, ki se zgodi lahko v eni sekundi. Ampak se zgodi tako, da je psiha na provokacija, kakšen občutek pa imaš ti, in v eni sekundi se zgodi občutek, ker se v eni sekundi zdrdra cela psiha in nezavedni sklep na podlagi milijon informacij se utrne v zavest in zavest reče, jaz imam pa občutek, da bo drugo leto takle čas, da se bom ločila. Ne? Ker to jaz terapevtsko uporabljam, to intuicijo. Namreč, ko pride nekdo k meni, par recimo, ne? Se jaz nikoli skupaj nimam. Ne? Jaz imam 2 ure enega na pogovarjanju, 2 ure drugega, pa recimo rečem, na naslednjič, ko tleskneš, mi intuitivno probite jasnovidno sporočiti, kaj bo drugo leto takle čas. Čez 1 leto, kje boste vi? Kje bo ta mož? Kje bojo otroci? Kakšna bo družinska situacija? Ne? Sem rekel, mene ne zanima, kaj si vi želite, mene zanima, kaj vi jasnovidno vidite, kaj bo. In pol reče ena, kaj vem, meglo imam, druga pa reče, jaz imam občutek, da bomo skupaj. Ampak ne vem točno, kako, vem pa, da bomo skupaj. Zato, ker ta občutek, ne, bomo skupaj, ona upravi s tem, da ona predrdra v spomin, vse datoteke, ki jih ima v povezavi z možem, ve, kakšne zdrse ima, ve, da vara, ve, da nosi denar, ve, da ima najraje na svetu te svoje otroke, da nikoli ne bo pustil otrok, tam neka varanje se mu bojo dogajala, ampak otrok ne bo pustil. Žena pa reče, ja, ne, se bom pa jaz tudi ljubimca dobila, nič hudega, ali pa se ga bo minil, pa kaj bo drugo leto takle čas, intuitivno ona zračuna, da bojo skupaj. To naredi pamet, logičen sklep, malo kognitivna pamet, ta preračunljivost, malo pa čustva. In zdaj, če ni v fundamentu virusov, bojo ta čustva, ta intuitivni občutek dokaj korektni. In to je en del neke intuicije. Ne? Ampak jaz rečem intuitivno, ne? Freud pa ni tega izraza uporabljal, en Jung je pa v to intuicijo turil, ne? Mešal je še arhetipe, ne? Se pravi kolektivno nezavedno. In ko danes neki Jungovci ali pa neki poduhovljeni ljudje iščejo po svoji psihi neko intuicijo in pol nekaj sebi sklenejo, imajo neko intuicijo, pa mislijo, da je ta intuicija še del neke kolektivne psihe, mogoče družinske karme, se pravi nekega arhetipa, oni mislijo, da je to res. V resnici pa oni zgolj na podlagi individualnega nezavednega skalkulirajo nekaj. To nekaj pripišejo kolektivnemu nezavednemu, jaz pa rečem, to ni nobeno kolektivno nezavedno, to je vaše individualno nezavedno. Tukaj sta se Freud pa Jung kregala. Ja. Torej, naj še rečem, da sem jaz 20 let nazaj delal parapsihološke eksperimente, pa sem preučeval vso to parapsihologijo in moram reči, resnici na ljubo, sem prišel v 5-10% do enih fenomenov, ki jih z vso znanostjo, ki jo premorem, nisem znal znanstveno razložiti. In da obstaja nekaj več v koridorju Junga, na tej točki bi rekel, pa je Freud malo popušil. Ampak to je samo, ko sem bil v parapsihološkem krožku, to je bilo teh poduhovljenih duš malo morje. To je bilo polovica pretegnjenih ljudi, motenih, na tabletih, iz Ljubljana polje ušli. Bi rekel, enih 50% je bilo pa takih, ki so pa nekaj imeli. Hec pa je, da je nekdo, ki točno vem, da je imel nekaj, kar se ne da znanstveno razložiti, bil šizofrenik. Po domač povedan, norc je bil. Na tabletih, ampak ni bil v akutni fazi. Jaz sem ga testiral tako, da je nemogoče, da bi na kak način on vedel, on je nekje iz transcendence, iz kje je on potegnil neke odgovore, ki jaz nisem vedel, kam jih naj dam. Se pravi, nekaj parapsihološkega je, zagotovo pa ne toliko, kakor misle ona Jasmina Kandorfer v klepetu ob kavi, da je. Ona ima tam 95% norcev. In te norci zavajajo ljudi. Meni to ni fair. Meni ni fair, da se govori o nečem, kar je lari fari.
Zavajajo pa zaradi tega, ker... Zaradi nevednosti. Ker zaradi tega laganja o Božičku in od kje pride otrok. Ne, to so pa teorije zarote. Se pravi, to ni isto. Ne, teorija zarote je občutek, ki ga ima tudi, rekel, dokaj normalen človek. Vse sem rekel prej, moj sin, ne vem, moč njega, vse, ampak v enem segmentu vem, on verjame v ene stvari, chemtrails, ne vem, škodljivost cepljenja, VTC, ampak jaz vem, da smo ga predolg flancali, on je pa sam pri sebi rekel, ni res, da Božiček ali pa dedek Mraz pride po zraku, ker ne more leteti, ptički so prešipki, ne morejo ga dvigati. On je bil toliko pameten, da je takrat opozicijo naredil. On je čisto zdrava osebnost. Ampak občutek ima, da mu avtoriteta, vlada, FBI, Amerika, Illuminati, svetovni red, Soros, Bill Gates, da delajo zaroto. On ima strašansko močen občutek. Ne samo on, tudi, bi rekel, dosti normalne, tudi tale Mila Alečkovič-Nikolič je bila včas. To je ena srpska psihiatrina, izredno močna. Ta ima take nanašalne blodnje, da mene glava peče. Jaz sem jo dajal za vzgled v Sloveniji, zdaj pa vidim, koliko se je ona ujela v teorijo zarote. Teorija zarote je en register. Tisk sem pa prej govoril, bi rekel pa vse te virusne datoteke, ki ti zmotijo celotno osebnost, ne? Ko razviješ nek obrambni mehanizem, ki mu psihiatri rečejo šizotipska motnja in dajo takim tablete. Ta nekopica enih gostov, recimo na klepet ob kavi, ki bi morali, ali pa celo so, na tabletih. Diagnoza psihiatrična šizotipska motnja. Zdaj, ali so ali niso na tabletih. Te imajo virus v fundamentu, te imajo kaos iz primarne družine. Pa njih ne gre, da jih je nekdo zavajal v procesu osveščanja, odkje prihajajo otroci, kje je dedek Mraz. Ne gre za to. Gre za to, da so imeli kaos v družini in nekega močnega očeta ni bilo. In potem imajo motnjo osebnosti s šizotipskim pridihom, bi rekli psihiatri. Samo jaz pišem knjigo proti psihiatriji. Psihiatrija se popolnoma napačno, konceptualno napačno loteva razumevanja človeške psihe in zdravljenja človeške psihe. Psihiatri dajo tablete in vplivajo na živčne transmitre. Psihoterapija mora s pogovorom vplivati na transmitre, ne pa tableta. Logiko mišljenja je treba spremeniti. Psihiatri pa to po kratki bližnjici v 7 minutah da tablete. To je treba sterapirati. To je pa mukotrpno delo. A sem kaj povedal? Ja. Koliko minut se pa že mi tole gremo? Že 45. Nekaj časa. Jaz imam še 2 vprašanja. A smo človeška vrsta v svoji esenci bolj podobni neki božji podobi in nam je naravno dan ta moralni kodeks? Ali bolj poosebljamo neko žival, ki se bori za svoj obrok? Se pravi, govorim... Zdaj, jaz ne vem, kak je Bog, ne? Ga še nisem videl. Če nas je ustvaril po svoji podobi... Simbolično, da smo dobri, želimo pomagati naravno, ali nam je to pripojeno? Freud je bil, bi rekel, genij, ker je elaboriral. Se pravi, on je tako rekoč spisal elaborat, kako deluje človekova duševnost. Protokol, kako deluje človekova duševnost, je znan. Človek se rodi, dete, ima polimorfno perverznost. Se pravi, eno samo uživanje ga je. On bi samo ugodje doživljal, materino dojko, bil blažen, mamica nasmeje, to je to. In zato, da preživi, mora spoznati, da mamica ni njegov objekt, da je dojka od mamice, da to ni on, ne? Že imajo v ustih. Pa ugotovi, da je to last mamice. In pa mora to misliti. In ta ono, id, angleško, ki je osnova dojenčka, deteta, mora delček sebe oddvojiti za ta kognitivno inštanco, ki se mu reče jaz. Jaz. Se pravi, ono, da delček sebe za inštanco jaza. Razmišljanje, spomin, kalkuliranje. Se pravi, če se bom jaz fejst joko, bo mami prej prišla. Če se pa ne bom joko, bo pa še kar ne bo. Ali pa če se ne bom pokakal v kahlico, bo mami žalostna.
pa me ne bo imela rada, pa se pa usirijo tisto kahlico. Ne? On je preračunljiv, z jazom to dela. Ko pa pride ta oidipalna faza, delno že v analni, ampak pa oidipalni, falični, kastracijski fazi, potem pa ta jaz da še delček sebe za moralno razsodnost, imenovano nadjaz. Se pravi, nadjaz, superego, se formira v času Oidipovega kompleksa, ko pride do prepovedi objekta želje. Recimo pri dečku mamice si ne sme želeti, na tej osnovni prepovedi ne sme si želeti mamice, se zgodi moralna razsodnost in je temelj nadjaza. In je moški nadjaz močnejši kot ženski nadjaz. To noče feministke slišati. In to zato, ker deklica nima lulčka in se ne da nič odrezati. Ona ne ve, kaj je imeti ga in zgubiti ga. In jo vest ne peče, če se dol da z enim. Moškega vest peči, če vara ženo, če je oidipski oče te pravo kastracijsko grožnje naslovi na svojega tamalga. To pa ne smeš. Ne? On tamal pa tukaj, če bom pa to naredil, ko sledi kastracija. Na tej brazgotini on razvija moralno razsodnost, ki lahko doseže postkonvencionalno stopnjo moralne razsodnosti. Deklica kot necela, brez lulčka, postkonvencionalne stopnje moralnega razsojanja ne more dosežiti, ampak ima pa drug adut, je pa sočutna v smislu, aha, nimam lulčka, ko pa zdaj se čem ubiti, ja, sem pa toliko lepša, pogled na očka, kako sem lepa. Ampak kastracijske bojazni ne premore pa sočutje. Ona se sama sebi smili in potem pride v realnost in vidi tistega Krisa, ki bo umrl in to se bo dala s 3 politiki dol, samo zato, da bojo oni dali 100.000 evrov za Krisa, da bo tiste zdravila dobil. Moški se vpraša, zakaj Krisov je 10, zakaj mora samo en Kris dobiti, ker ni pravično to do ostalih Krisov. Ne? Ampak ženska je sočutna, toliko trpi, da smo mi za tistega Krisa 4 milijone zbrali. Takole. Zato, ker ženska, in to ni moralno razsojanje pristno, ampak je moralno razsojanje skozi sočutje, kar je čisto korektno, ampak moralna razsojanja se ločijo po spolu. Zdaj sem malo zgubil že tole rdečo nit. Kaj smo bolj pol? Torej, mi smo ljudje in nastanemo ljudje v osnovi smo pa živali in tisti, recimo dečki, ki so testosteronski, ki jih foter ni naučil kozih molitvic. Zato sem jaz sesuvil tudi prvi družinski zakonik, ker so bile vzgojne klofute prepovedane. Če foter ne sme svojega sina ureti spraviti tako, da ga more naokoli čez rit da, potem ta sin ne bo čutil moralne razsodnosti in bo stal psihopat. Žival bo postal. On bo med prav in lušen vedno zbral lušen, ne pa prav. Ne, zato eno živalskost ljudje imamo v sebi, ampak jo ukrotimo z močnim nadjazom. Ali je prav zaradi tega, ker v bistvu je toliko razpadlih družin in toliko pač disfunkcionalnih družin danes, potem toliko večji pomen dajemo duhovnosti, ko v bistvu sploh ne vemo, kaj pomeni in vsi hodimo na neke joge in meditiramo. Brezpogojno pomoč sosedu pa v resnici sploh več ne znamo dati. In pride kle. Ja, razumem. Zdaj, jaz sem takole rekel. Zakaj danes pač toliko enega pomena dajemo nekim stvarem, Zdaj bom jaz eno sistemsko anomalijo povedal, ne, ki gre spet na mlin tistele knjige Prvi spol. Ne. Vsi so mislili, ki so mi oporekali, da jaz pišem knjigo o moških, češ da smo moški prvi spol. Spoštovane ženske, zato ker smo imeli mamico in zato ker smo blaženi, je prvi spol ženska. In nemogoče je, da ne bila ženska prvi spol, ker vse, kar delamo moški na tem svetu, zaradi tiste lepe babe delamo. Zato, ker je predhodnica te lepe ženske mamica, s katero smo vsi obsedeni. Ženske ste prvi spol. Simone de Beauvoir je bila militantna lezbika. Pametna, ko sam satan, ampak tudi glupa ko kurac. Mislim, sorry, glupa. Ona je bila ranjena duša, ker se ni rodila svojemu očetu kot sin. Ne? Imam 2 hčerke, rad bi sina, imam 2 hčerke, Simone
Deboire ima moške možgane, je rekel, ker je bila lezbika. Pa pedofilka je bila, ne? Ona bila danes obsojena, bila v restu, ker je zabave s Sartrijem delala orgije, ne? 5 bab je pripeljala, 2-3 za sebe zadržala, 2-3 dala pa Sartru, ne? Pa so rekli, da je njegova partnerica. Ta feminizem je naredil sistemsko kastracijo moškim. In ko gre moški sistemsko kastriran, družbeno kastriran, v družino, kjer ima ženska večjo plačo kot moški, ne? In denar ni samo simbol dreka, prvega darila, ampak tudi simbol moškega spolnega organa. Moški mora imeti denar sistemsko, zato da ga dajo tisto mednožno denarnico, ker je anatomija genitali taka, da moški je dajajoče bitje in mora sistem mu omogočiti. Če pa sistem ga kastrira in to dela feminizem, potem oče zgubi kredibilnost pri očetovanju svojemu sinu. In ker ga sin ne jemlje resno, ker zasluži tistih 500 evrov, baba pa 3000 evrov, nima prava glasanja, on je v družini bez kurca, se reče. Ne možeš na svadbo bez kurca, če si brez denarja, si niko in ništa in otrok ga ne spoštuje. Če ne spoštuje svojega očeta, ne more razrešiti Oedipovega kompleksa. Če ga ne razreši, postane pokvarjen, nima moralne razsodnosti. Zato mora sistem omogočiti, da so pravi očetje, pravi moški v družini, so providerji, vzdržujejo tisto ženo, ki je vedno prisotna, inventar, kot je rekel Donald Winnicott temu otroku. Moški je pa sužen tej svoje ženi in asistira, za otroka ni ključen, mora dajati denar in ko otrok, deček hoče biti, ko bo velik, bo tak kot oče. Očeta se spoštuje, oče ima moč, oče zna udariti po mis, mamica ga spoštuje. Žena. Pa nam pa žena ne spoštuje svojega moža, kje ga bo pa sin spoštoval. In tak sin ne razvije moralne razsodnosti in pride v sistem, laže, krade ko pes. In nam družba kolabira zaradi pokvarjenih moških. Ne za unih petelink, ki so v parlamentu, ampak zaradi pokvarjenih gospodarstvenikov, bankirjev, politikov. Oni nimajo moralne razsodnosti, oni bi med lušen pa prav delali tisto, kar je lušen. Mlade babe porivali. Pa se silka, pa še postane konzervativec, pa pederčina tam v Bruslu, ga pa dobijo na orgijah gejovskih. Pa je konzervativc tam z Orbana, tist, ki so ga zdaj pač dobili. Se pravi, deklica kot ženska se smili in zaradi sočutja lahko intervenira v družbo in družba, ko posluša te sočutne ženske, se preko moških normalizira. In te ženske, normalne ženske imate zelo pomembno funkcijo, zato tiste svoje peteline boste v red spravili, tako boste vi rekli, tako mora biti. Če ne bom pa seksat ne daš, pa još ne bom kol dubu, niti jih ne bo videl. Ženske imate vse niti v rokah skozi nemočnost, ne skozi petelinskost. Moški mora biti pa moralno razsoden, kako že, tako da ga lastno foter v red sprav, da ga vest peče, da če hoče je tu notajnico nategniti, da mu kurc ne ostane. Zato, ker ga vest peče in potem se fotru čestita, bravo foter. Zato mora imeti močne očete, močne moške v tej družbi, da bodo očetovali bodočim rodovom sinov, ki bodo kreatorji pa decision makeri testosteronskih odločitev. Ne da bodo tam neki luli buci, izgubljeni kurjeki, mamoni. Hvala, Roman. Ja. Super, zdaj pa odpiram debato. Vprašajte, vključite se v mikrofon, en pa po en, ali pa napišite. En pa po en, pa vim, dajte tolo, kjer bo Rokco zvidel. Jaz imam vprašanje. A se sliš? Ja, slišam, Luka je. Zgleda, da mi kamera ne dela. Okej. Ne rabš, nisi lep, ti si pameten, boljši od drugih. Hvala. No, prvo vprašanje, ki mi pade na pamet, je to, da sem včeraj gledal en dokumentarc, kjer sem zvedel, da je Freudova hči bila celo življenje devica. Če imate kakšen komentar na to nefunkcionalnost ali ne vem kaj. Ja. Zdaj takole, Freud ob vsem genializmu je imel tudi zdrse.
On je terapiral svojo Ano, čeprav najljubša hči je bila Sofi, ki mu je umrla. Ta Ana je bila pa, bi rekel, njegova naslednica in je tako bila navezana na svojega fotra, da ga ni hotela varati z nobenim moškim. In ta budala Freud, ne, je enkrat ugotovil, ali pa nespretno ni vedel točno vsega, ne, sej tudi ta transfer, povratno zaljubljenost v pacientko je mogel doživeti. Ni pa vedel, da svoje žlahte, svoje hčerke ne smeš terapirati. In pol je on to terapiral in sta prišla, ali je celo ujel, ali se mu je spovedala, ker v psihoanalizi velja, da je treba vse tiste prepovedane seksualne misli povedati in ona ne bi smela biti njegova pacientka, on jo je pa terapiral. Kar pomeni, da je ona mogla povedati, kako masturbira. Ne? In to je njej pustilo, bi rekel, neko brazgotino, ki ima status spolne zlorabe. To ne pomeni, da se je kaj dotikal, ampak misel, ki je podivjala, ko sta se pogovarjala o masturbaciji, njeni, ne, je zabrazgotila na vso seksualnost in je bila lezbika. Mislim celo, da se je dala neke seksualne afere, imela celo z neko svojo žlahtnico, ki je imela intervju 10 let nazaj v Oni. Saj sem se kregal, ker je bila pa tudi lezbika, ne, z Ano so neki imele, nečakinja, ali kaj je že bila, ali vnukinja, se ne vem. V Oni je bil intervju in Sabino Bolnar kregal pa z Niko Vistoropski, ki sta zelo ponesrečeno polivala gnojnico po Freudu. Freud je imel zdrs, en od teh zdrsov je bil to, da je terapiral svojo Ano, ki je bila lezbika, torej zdaj devica, moških ni imela, če se pa s kakšnim straponom tam žgala s kako lezbiko, to pa ne vem, ali pa noben ne ve. Razen če na obdukciji so videli, da je še kar devica. Bila je lezbika, no. Zdrs Freuda. On je bil pionir oče psihoanalize in je delal napake. Ene stvari pač tudi jaz vem, da so spodletele bile, pa da nekaj ni znal. Ampak v osnovi je pa Freud tak genij, top 5 vseh časov v rangu Einsteina, Tesle, Charlesa Darwina. Skratka, če sem povedal, res je, imel je Ano in bila je mu zvesta. In bila je zelo dobra psihoanalitičarka, zdaj ni niti srednje šole končala, mislim, niti gimnazije, tudi največja tekmica Melanie Klein. Ona je pa samo gimnazijo naredila, ne, tako da, ko meni očitajo, da nima, ne vem, psihoanalitične šole, ne, saj sploh ne obstaja psihoanalitična šola in tudi Univerza Sigmunda Freuda, to ni psihoanalitična šola, to je psihoterapevtska šola in psihoanaliza je danes ena od psihoterapevtskih metod izmed, ne vem, 200-tih. In jaz, ko delam s klienti, pacienti, strankami, ne delam tako, kot je Freud delal. Ker jaz delam s hipnozo, delam čisto drugače, bolj pospešeno, psihoanaliza kot metoda zdravljenja z besedo v obliki, kakršno je prakticiral Freud ali pa Jung, je zastarela. So hitrejše metode. Freud pa ni delal s hipnozo zato, ker je par pacientov ni mu uspelo hipnotizirati in ni vedel, da so eni bolj, drugi pa manj sugestibilni. Ne? Tisti, ki so sugestibilni, s tistim se da ogromno narediti na psihoterapevtskem, jaz sem stol, drugače obstaja pa kavč, ki je ostanek hipnotskih, tistih katarzičnih metod, ki so predhodile psihoanalizi. Sicer sem pa jaz, ko se imam za psihoanalitika, rekel, teoretski oziroma konceptualni psihoanalitik. Psihoanaliza meni služi kot miselno orodje. S psihoanalitičnimi koncepti razumevam posameznika, njegov patos, osebnostno strukturo in sociologijo kulture, sociologijo družbe. Zato lahko pariram tem političnim analitikom tam na Faktorju, recimo. Ok? Kdo še kaj vprašal? Luka, si dobil odgovor? Ja, sem dobil odgovor, hvala. Imam še eno vprašanje, eno drugo, kakor sem si jih vmes uspel zapisovati. In sicer, ker ste rekli, da porodniška
za ženske je nujna zato, da otrok v prvi tej fazi teh 3 mesecev, ne vem koliko prav neke pomembne zadeve, ne, da se mu imprintajo v podzavest ali nekaj v tem smislu. Kaj pa mislite, a bi mogli biti tako, da bi imel tudi moški ključno vlogo v teh mesecih, da bi tudi on mogel imeti porodniško, da bi sigurno bil prisoten v tej odraščajoči fazi otroka prvi? Ok, razumem, ja. Zdaj mi kakšna Ivana Gradišnik ne bo ravno aplaudirala, je pa Branko Gradišnik, ne, ta pa je car, on je pa prevedel Donalda Winnicota, Otrok, družina in zunanji svet. To knjigo bodoče mamice ali pa kar vsi preberite. Se pravi, Otrok, družina, zunanji svet, Donald Winnicott. To je učenec Melanie Klein, te smrtne sovražnice od Anne Freud. On je rekel, da mora biti oče prisoten v prvih 2 letih, recimo, kot pomočnik tej mamici. Za otroka ni bistveno pomemben. Starš, se pravi oče, je za otroka tujec, ki ga otrok zelo rad vidi, ne, ni pa neobhodno potreben. Mamice nikakor ne sme očka zamenjati. Ne, preveč pogosto, bom rekel. Recimo, jaz sem se kar zelo ukvarjal s svojim 2 otrokam, pa me skozi skrbel, ko sem jih toliko imel rad, toliko sem jih ljubkoval, sem rekel, samo da Petra ne utaratala. Ne, zato, ker deček ne sme biti ljubkovan strani očeta, ampak mora biti ljubkovan strani matere. In se spomnim nekega kolega, ki je imel, žena je bila karieristka, kolega je pa fuzbal igral pri Domžalah, pa je imel treninge samo popoldne in skozi se z 2 otrokam igral. Ne. Pa je mu rekel en psihiater, rekel, sosed, ne se hecati s tem, če ne bi rad homoseksualca vzgojil, mora tole, kar ti delaš, mama delati. Ker otrok pomni, kdo ga ljubkuje. Ne, zato se nam rekel, da je škodljivo, ampak načeloma mamice se ne sme menjati in to ne 3 mesece. Prvih 12 mesecev je mamica inventar, je rekel Donald Winnicott. Ne, to je temelj pediatrije, ki je on pa je dokončal vse te študije. Ne, on pa je bil psihiater oziroma kaj že tele specialist za otroško psiho. Ne. Se pravi, on je rekel, da je otrok ključno vezan na mamico, foter je pa tam zato, da mamici pomaga, da ko je vsa izmozgana, da jo poboža, da jo v red sprav, da ji pomaga. Za otroka je nepomemben, tako rekoč. Oziroma, ne rab se toliko ukvarjati, enako sploh ne. In zdaj Jasper Juhl, tle bo Ivana skakala do stropa Gradišnikova, Jasper Juhl pa zagovarja aktivno vlogo očeta. Jaz sem povem, očetje, veste kakva je vaša dolžnost, da zajakulirate 3000 €, ona gre pa v BTC pa to zapravlja. Pa da je blaginja doma, vi morate zajakulirati denar, zato imate ejakulirajoče genitalije. Ja, ona pa kup make-up, pa si jih na obraz da. Ja, a už grdo babo porivo ali kva? Kar dej, če lahko, jaz ne morem. Zato, ker sem imel mlado mamico in mi smo zadeti s tisto lepo žensko. Če sem imel dober odnos z mamo, imaš dober odnos z ženo, pa ni fajn, da ima 150 kg, pa da je grda ko smrt nedepilirana. Ženska, tole bom še povedal, je zelo pomembno. Ženska duhovna hrana je, da je lepa. Moški hoče imeti kurca velikega kot Trbovsk Raufnik, ženska pa hoče biti lepa. Ker, če nima organa, lulčka, ko pa zdaj, a bom umrla. Sem pa toliko lepša in žensko skrbi, ali je dovolj lepa, zato ker nima lulčka kot odškodnino. To je rekel Freud, no te mislim se jaz mislil. Kot odškodnino za primanjkljaj lulčka uveljavi preostalo telo kot lepo. Ženska je srečna, če je lepa. Zato, ker je to diktat anatomije genitalij, ne pa ideološki konstrukt mačistične ideologije, kar je rekla Simone de Beauvoir, in na to foro se šlepa cel feminizem. Ranjenih duš, spolno zlorabljenih feministk, večina je lezbik. Ženska mora biti lepa, ker je srečna, da je lepa. In ko ji date vid denar, ko gre k frizerju, pa se depilirati, pa tisto pedikura, ko ima tiste nohte pa žnable, nekaj, ona je srečna. Koliko ste vi srečni, če imate 2 cm daljšega? Ali pa velik avto?
Ali pa, ne vem, veliko denarja v denarnici, ki je simbol moškega spolnega organa. Malo vulgarno govorim zato, da se vam oprijelo v glavo. Jaz ne vem, če sem tale point zdaj tole izkristaliziral. Sorry, Luka, ker sem malo bolj natrd tole povedal. Ne, vse v redu. Ampak mogoče, če vas sam to vprašam, ker ste rekli, da otrok vidi Jožko, ko se rodi in tako naprej, ne? Mogoče bi pa mogel videti tudi moški spolni organ. Ne se hecati. Tudi deklica ga ne sme videti. In tudi ženskim, dajte ga hecati, no. To imam jaz pacientke, ko so na najlon plažo hodili, to je vse narobe. To je za brazgotini seksualnost, to sploh nima nobene pohote, zato ker je očetovega lulčka videvala do 20 leta, dokler nisem fotru eno okoli 6 stisnil. Sem rekel, a ste vi budala? Ja, mi smo liberalni. Ja, veste, kako se svojih hčerk naredili, da nima nobene pohote, ker si noče fotra želeti. Ne smete na najlon plažo hoditi. Golota v družini mora biti naključna. Kaj pa, če bi bila družina bolj plemenska, pa bi ona videla spolne organe od recimo... Kultura bi bila drugačna. Kultura bi bila popolnoma drugačna. Tudi recimo te sralne navade so v različnih kulturah različne, zato so nekateri, ne vem, civilizacijsko razviti, ne vem, v stratosfero, kaj vem, rekel, Zahodna Evropa, pa obstaja tudi Papua Nova Gvineja, pa tam neka, kaj vem, Amazonska Brazilija, pa Afrika, ne. Se pravi, vse kultura lahko sflegmatizira marsikaj, ampak ne moramo mi v srednji evropski kulturi se nagi šetati doma. Tabu incesta oziroma tabu je deček nage mamice med nožja ne sme gledati. Lahko naključno sklepa ali pa to vidi, ampak on misli, da ima mamica lulčka. On ne sme videti tiste šume ali pa tiste razpočnice, ker ga je groza. On ne sme na najlon plažo jeti. Tudi mamica tiste joške na najlon plaži ne sme kazati. Ne sinu, niti drugim decam. Ona mora to skrivati. In v noči tist bo to videl v plaču, da bo videl moje joške. Kiri bo pa držal, bo pa 10krat več plaču. Une pa kar zastonj ti pokaže tiste joške. Ne? Ti moraš plačati, da to vidiš lepoto. Ne sme lulčka, ok, lahko sin pa vidi lulčka, ne sam, potem bo obseden s to kronično premajhnostjo. Če bo videl tistega pitona, on bo imel pa tam muhco med nogam. Ne? Pa bo cel življenje obseden, tako že moški smo že tako in tako obsedeni s to premajhnostjo. Ne? Če pa fotor s tistim pitonom tam opleto, on pa z muhco bo pa še bolj obupan. A sem kaj povedal? Ja, ste povedal, ja. Okay. Ampak pol te vaše razlage povezane recimo s tem Freudom, v bistvu se tičejo mehanike notranjega ustroja, pač človeškega uma in psihe, ali so zelo vezane te vaše specifične razlage na našo kulturo, zahodnjaško, evropsko? Seveda so tudi vezane, ne? Še to eno stvar rečem, ne? Ker recimo mnoge druge civilizacije, recimo in grška in rimska, so se na koncu prevrgle v homoseksualnost, mislim, da je postala dosti standardna zadeva. Ne? Čeprav Rimljani so bili res precej dekadentni pa izrojeni, ampak Grki so imeli pa to... Niso to imeli. Za Grke vse so imeli tam neke, ne pedofilijo, pederastijo, oni so mlade dečke, tudi v teli Troji se to vidi, ne, ki je Ahil imel tega enega dečka tam zraven. Ne. Mislim, to niso bili čisto otroci, ampak grški filozofi, modreci so vedeli, da tisti otrok, fantek, ki je deležen te pederastije, se psihično ne razvija normalno. To so stari Grki vedeli. In zdaj vam povem eno temno stvar, rekel psihoterapeutiki, najhuje je, če se zgodi spolna zloraba, da je otrok prehitro deležen koncepta odrasle seksualnosti. Zdaj, če je deček deležen homoseksualne prakse, to se mu zjebe vse v noto glav. Ne? Če pa deklica, to ima pa zabrazgotinjeno psiho, da glava peče. Spolna zloraba je najhujša stvar, ki se lahko otroku zgodi, poleg ločitve ali pa smrti, pa gledanje klanja živali v otroštvu. Pa biti recimo na pogrebu. Otrok ne sme na pogreb, ker ne sprocesira pojma koncepta smrti pa zakopanosti v grob.
To sem jaz terapiral s hipnozo najdel, da je otrok bil babica, ki je imel naraj na svet, so dali v grob, kako bo jedla, kako jo zebejo, kako diha, zakaj jo deva tako noter, se ne more, ker ne pozna koncepta smrti. In zato, da otrok preživi smrt, se je skonstruirala onostranstvo. Ne? Se pravi, kje pa je mami, ja živi, kje pa je v nebesih. Ja, lagali so se mu, zato da je lahko preživel. Pa ne samo otroku, tudi odrasli imamo to idejo, ker ne moramo smrti prebaviti. Otrok ne sme biti deležen par stvari. Ne? Spolna zloraba je ena ključna stvar in tiste kulture, ki so imele te dekadence, ki so bili vključeni še neki otroci, ne? Ker želja se izmuzne. Zdaj, če narediš orgijo do konca, vse, kar je možno, še homoseksualnost in potem pridejo na tapeto, pa še tisti na koncu, pa še otroci. Ne? In zdaj to pa še deklica, ker deklica doživi orgazm tudi pri 5 letih. Ne? Fantki sicer ne. Tako da najhujše so spolne zlorabe, pa še nekaj vam povem, če ste kakšni bodoči psihoterapevti. Največji problem spolnih zlorab je uživanje žrtve. S tem imajo ženske probleme, pa se pa režejo, pa bruhajo, ker ne more dojeti, kako to, da je bilo tisto ogabno dejanje prijetno. Ja, zato, ker je fiziologija draženja klitorisa taka, da je to lušen. In glava, ki nima nadjaza, to še nekako dojamem, pa ne more sprocesirati, ko pa nadjaz pride. Se pa punca začne rezati, pa bruhati, krivdo, da je uživala. Ker sem jaz to 10 let nazaj rekel, so se zgrazali, recimo na Univerzi Sigmunda Freuda. Zdaj pa manj, da to predavajo. Največji problem spolnih zlorab je uživanje žrtve. Ne vseh, ampak ker sem pisal v objemu pedofila neko knjigo, recenzijo moje kolegice, pa ker imam preko 50 spolnih zlorab in vem, zakaj se gre. Delam pa s hipnozo to spolno zlorabo. Največji problem je, ker nobena se nič ne spomne. Šele s hipnozo najdem spolno zlorabo. Ok, boste zdaj še kdo kaj povedal ali pa vprašal? Kim, boste to malo pogledali? Evo, Anja B. Ja, jaz bi vprašala, če lahko prej ste rekel o klanju živali. To nisem nikoli sledila ali pa slišala razlage, kako to vpliva na otrokov razvoj oziroma kako to otrok vidi ali pa dojema. Tiste, recimo, veliko vegetarijancev, teh ali pa veganov, ne vem, kjer franšize so še to, ne? To so vegetarijanci samo zaradi tega, ker je klanje videla punca prezgodaj, tam tistega zajčka, ki mu je dala ime, ga je potem mogla jesti. Ne? Ali pa videla, kako so ljubljenega zajčka s kladvom po glav, ali pa kuro glavo odsekali, pa je brez glave šetala, ali pa en prašič prerezano glavo je cvilil, se strgal in ta mala ga je videla. Ne? In to, a ste bili vi kdaj priča klanju, ker niti noža ne more v roko prijeti. Rekla ne. Ne. Potem pa mama vprašala, ne, vedno smo te skrili, ker so živeli na kmetih. Potem pa jaz hipnotiziram. Je začela opiti. Rekla, prašiča, strgal se je iz tiste ketne in je z pretrganim vratom cvilil po tisti vasi in on ta mala je to gledala. Ne, in je pol vegetarijanka ratala, razštela na totalno. Skratka, klanja se ne sme videti, zato ker za brazgotini dušo, fundament duše naredi se mu virus, otroku, in iz tega virusa se naredijo določeni konstrukti, iz katerih se razvija panični napad, tesnoba, anksioznost, mogoče fobija, zato ker je za otroka to tak šok, da se ga v bistvu še sterapirati ne da. Če je bil enkratni dogodek, koliko s terapijo se marsikaj da, če je bilo pa to redno, recimo, ne, če se spomnite, so mene spraševali, ne, tudi za Reporter, ker sem tako fino tolo Julijo Adlešič pa njenega Sebastiana Abramova obdelal, ne, si je roko džagala. Pa so mi pa zategala Gospetija, tam je bil ne ta v Jevnici je bil Gašper, on je bil pa Gospeti, ki je poklal, ne vem, strica, staro mamo, od ne vem kjerga, poklal jih je. A sem rekel, je bil fotor mesar,
Ja, natančno to, fotor je bil mesar in on ni bil v mesariji v Mercatorju. On je hodil po vseh klad in tam je z njim hodil. In kaj je pol naredil? Ja, zaklal je pol žlahte, ne, tiste 3. Ne sme otrok klanja gledati. Ok, Anja, bo tule dost. Še bi kdo kaj rad kaj povedal? Oporeku mi, Kim, vi imate tole čez, zdaj tole se že dolgo pogovarjamo. Ja, če ima še kdo kaj za vprašati, povedati, kar pogumno, lahko se tudi napiše. A zdaj to napisal? A jaz preveram? Ja. Prej ste rekli, da moško dete vidi lepo žensko, mati, zadojko, ki ga hrani in tako razvija občudovanje do lepih žensk v prihodnosti. Žensko dete doživi isto situacijo in razvija v prihodnosti privlačnost do moških, ne glede na to, da je videla zadoječo dojko žensko. Glejte, babe so svoje takterce takole, ne? Moški, še z enim moškim se ne more, da bi se malo poerotiziral, malo poljubčko, ne? To je pa že fest v homoseksualnosti. Deklica ima prvi objekt želje mamico, ne? Zato je, če se ženska malo napije, pa če moški, v katerega je zaljubljena, reče, a bi šli trojčka, bo ona kar pristala. Ne? In tisto erotiko z neko žensko lahko ženska spelje, zato ker ima prav spomin na ravno tisto lepo mamico. In ženske med sabo veste, kjer so lepe, dobre mrhe, imate okus. Veste, da meni, ki je rekel, da je dec lep, rekel, da si znorel, dec ne more biti lep, pa da ga jebeš. Ne? On je lahko šarmanten, pa car, pa ne vem kaj, sam lep ne more biti. Lepota je domena, ekskluzivna domena žensk. In ženska, ker je kot deklica bila deležna lepega obraža, lepe mamice, ne? Ima to v prav spominu in ona, recimo, če ni moških, se lahko tam malo poljubčka ali še kaj več tudi z žensko. Ne? To ženske so, ker znajo biti biseksualne. Ampak ženska je v ojdipalni fazi pa deležna dejstva, da med njenem mednožju tam nekaj manjka, ker je videla, da deček stoje lula, da ima lulčka in potem ona spozna, da imajo moški lulčke, oči ima lulčka, jaz pa mamica pa ne. Pa reče, jaz bi tudi to imela, zakaj pa jaz to nimam? In takrat, in to se mora zgoditi, to je del normalnega protokola razvoja ojdipa pri deklici. In takrat zapusti prvi objekt želje, prav spomin ohrani in gre na carja, na bitje s penisom, na očeta. In tam oče mora biti. Strogo teoretsko si ženska ne želi moškega kar tako, ampak si ga želi zato, ker ima organ več. Ne? In zaradi tega si ženska želi tudi otroka. Ženske, ki niso deležne očeta v ojdipalni fazi, si ne želi očetovega penisa, si ne želi otroka v odraslosti. Latoja si sploh ne želi otroka, ker tudi fotra ne pozna. Ne, to so te zakonitosti, tako da deklice imajo okus, kaj je lepa ženska, ampak ko pa pride oče na sceno v ojdipalni fazi, pa zamenja, zapusti prvi objekt želje in gre na očeta in to del normalnega protokola. To se mora zgoditi. In zdaj pa še tole, ne. Moški je obseden s tem, da ljubi lepo žensko. Vse bi dal, da jo ima in da jo ljubi. Deklica, ženska, je pa obsedena s tem, da jo moški ljubi. Oče, ljubi me, tukaj sem, imej me rad. Sin je pa obseden s svojo mamo, mama je od fotra, obseden žensko, kje si ženska, da te imam lahko rad. A razumete, tu je razlika. Ženska živi zato, da je ljubljena, moški zato, da ljubi, da ima muzo, ki mora biti lepa pa mlada. Ker je imel prav spomin na lepo mlado mamico. Ok, tlele še eno vprašanje. Pravi pa, ok, ojdipov kompleks ste razložili. Kaj pa kompleks Elektre? To je, če oče ne reče hčerki, ti si moja princeska, ne glede na to, kakšna je hčerka. Ali prav mislim? Oziroma, oče izkaže brezpogojno ljubezen hčerki. Zdaj tako, Freud je govoril o razrešitvi ojdipovega kompleksa pri dečku in pri deklici. Deklica ga razreši na svoj način, deček na svoj način.
Potem sta pa Jung pa Adler pa upeljala koncept elektrinega Oidipovega kompleksa. Elektrin kompleks, to je adekvatno Oidipovemu kompleksu, ampak Freud nikoli ni govoril o elektrinem kompleksu, ampak pri Oidipu, pri deklici. Elektra je pač bila navezana na svojega očeta in konkurirala svojo mamico. In tudi načeloma deklice delajo. Deklica reče svoji mami, ko bom jaz velika, sem z očem poročila. Ti už pa stara, pa grda, pa umrla boš. To mnoge deklice naredijo in to, rekel, niti ni tako slabo. Ampak v eni točki mora ta deklica ugotoviti, da je oče od mamice. In se ji mora oče v seksualnem smislu zagnusiti, kot seksualni objekt, in mora sprejeti dejstvo, da očeta ima rada, ampak oče od mamice, in ponotranji tabu incesta. Se pravi, da odrasla ženska si ne želi svojega očeta, si ne želi brata, si ne želi svojega sina za seksualni objekt. Ga ima rada, ampak seksualnega scenarija ni. In je zelo adekvatna stvar, tako kot je Oidipov kompleks, ki je sin zavil vrat, ga likvidiral svojega fotra na testosteronski način, deklica pa na eni točki tudi nima glih rada te mamice, ampak bi imela rada v dokaj klasičnem Oidipu tistega očija zase. Ampak spat gre pa recimo pa mamica pa oči skupaj, pa pride malo vmes, včasih deklica gre k mamici, pa se stiska k mamici, ampak v eni fazi zna pa tudi očetu jeti, če je mamica preveč, zagovedna, tečna, očka je pa načeloma tisti car, kralj, ki punčke nikoli ne sme udariti. Če mora svojega sina urediti, sprav deklica ne sme tepsti, foter sploh, ne sme uničevati lepote. Če bo oče udaril, bo iznakazil telo. Tega ne sme, ker če je foter agresivni, potem ji deklici kot ženski preveč pašejo sadomazo prakse. Že tako ima deklica, ženska raje moško moč, to malo moči imej, ne me zdaj boža, daj ti vseki malo, Normalna ženska ima mazohistični, pasivni karakter, je rekel Freud. Ampak če je foter preveč agresiven do svoje hčerke, potem si bo kot ženska zbrala kretena, ki jo bo tepel. In bo nezavedno hlepela, potem da jo fizično udar. In bo jokala, trpela. In v seksualnih praksah bo rabila sadomazo sceno, ki bo ona tam nemočna, on jo bo pa davil, pa klaftal. In bo občutek, bo pa imela, da je to lušen. Ampak to je kretenski foter bil, ki ne sme biti agresiven do svoje hčerke, ampak mora biti zaščitniški. In če je tak, pa car, bo ženska znala normalnega oplojevalca najti. Če pa foter kreten, bo pa kretena domov pripeljala. Elektrin kompleks je podobna stvar, samo da ni te kastracijske bojazni. Tekmuje se pa za očeta, tekmujeta pa mamica pa hčerkica. Hvala, Roman. Še kdo kaj, če ne bomo končali? Vse tole je zanimivo bilo. Zdaj, če še res kdo, če ne mi lahko tudi kaj tako vprašate, pa vam bom kak video preposlal, ker video na to temo je kar neki, mislim pa tole, da 1:15 smo tole razni. Še zadnjo imam jaz vprašanje in sicer, če bi z nami delil nek citat, neko misel, ki vas v ključnih momentih spomni na tisto pravo človeško plat. Torej, jaz v teh dneh tudi terapiram in imam, recimo, so mi pripeljali iz klešč psihiatrije, ukleščeno najstnico, shujšano na 40 kil, velika 1,70 m, popolnoma shirana, anorektičarka. Pol pa ni foter več mogel, da jo tam ko zombi ukleščijo tisto psihiatrijo, tam nekje, se ni važen kje, in je dobil idejo, da jo v men pripeljal, ker je slišal, da jaz pa to lahko naredim. In sem to naredil. Tako, da je danes ima 50 kil in to sem naredil s hipnozo, pa tako naprej, najdu jedra, ampak vmes sem pa še mamo sterapiral. Pa se mi zahvaljuje, ker mama je imela tudi ene stvari in v bistvu moram se z mamo bolj ukvarjati kot hčerko.
zdaj to ne delam čisto zastonj in zdaj bi to bilo pa preveč drago, ne, in zdaj to jaz ne delam za denar vedno, ne, mene osrečuje, če ljudem pomagam, ne. Ko meni, ne vem, kaj mi... Glejte, če boste vi v svojem življenju najdli srečo v dobroti, če vas bo srečevalo, da vi ljudem pomagate, da boste... Denar vam ne more sreče kupiti, fajn je, da ga imate, ne. Ampak če vi z dobrimi deli sebi kupite srečo, pa ste zmagali. Razumete, samo to moški malo lažje naredi, ne? Ker smo nek rinjajoča bitja in jaz bi rekel, širite od sebe dobroto, pa boste ujeli srečo. Pa vedite, da vas vselej pri vseh občutkih obvladuje ali pa spotika nezavedno. Svobodne volje ni, vedno je tam nekje nekaj nezavednega, ki vam diktira občutke. Amen. Hvala. Ja, svobodne volje ni, to sem si napisala na začetku, ste rekel, imam... To, če se vi greste psihoanalizo tam na Univerzi Sigmunda Freuda, to morate takoj vedeti, da je tako. Ja. Hvala, sem lep večer, pa se vidimo v priliki. Lahko da bomo kaj ponovili, kdaj je tole, kaj tazga. Ja. Ok. Hvala, lahko noč. Čudovito je bilo. Hvala, Lana. Zdaj pa videl, ko sem jaz posnel. Jaz sem ga napisala. Ok. Kje? Nastja, kar vprašajte. Vprašanje, veš? Sem glede tistega zadnjega vprašanja od Kim, ko je glede na duhovnost v današnjih dneh, kakorkoli. Torej, v bistvu, če prav razumem, se vsi ljudje zatekajo v isto stvar, ker imajo pač neke probleme iz otroštva. Ja, tole nisem prej skristaliziral, jaz sem prej hotel eno stvar povedati. Jaz imam občutek, malo sem samo nakazal, da tisti, ki so predali tej duhovnosti in potem najdem v primarni družini deficit v dojemanju očeta. Oče je nek kreten čuden bil, a ga pa ni bilo. Očetovska vloga ni zaznavna pri nekaterih, ki jih vleče v duhovnost in potem iščejo izhode iz nekih zagad v svoji psihi, tako da tam neke verske guruje klicajo na pomoč, so zapisani ezoteriki, so poduhovljeni, ne vem, iščejo duše po ne vem katerih galaksijah, fotor je zajebo. To je moja izkušnja iz teh psihoterapevtskih praks. Ne? Zato je fajn, da oče opravi svojo vlogo, zdaj tam prvo leto življenja, drugo leto tam je mamica, potem pa oedipski oče in pol naprej oče skozi pomemben. Za deklico na svoj način, za dečka na svoj način. In če fotor zataji, če je kreten, če ga ni, se potem ljudje določeni ne znajdejo. Nekateri zbolijo za šizotipsko motnjo in berejo Biblijo. Recimo, če človek brez očeta potem nima glih nagnjenja ali pa fundamenta, da bi verjel v Boga. Recimo, jaz sem bil rojen tako v ateistični družini, ampak v enem trenutku sem jaz začel čutiti, da Bog obstaja. Ampak srečo sem imel, da sem bral Freuda, on je pa v Leonardo da Vinciju, se pravi, otroštvo Leonarda da Vincija je analiziral in Leonardo da Vinci je bil prvi ateist, zato ker so ga same babe vzgajale. In v ključni oedipalni fazi on ni bil deležen očeta, zato tudi gej ratu. Leonardo da Vinci je bil gej oziroma pederast, dečki so mu bilo všeč, pol je šel pa očetom, ampak prepozen. In on je v srednjem veku, ker je bil zelo cenjen, si upal reči, je rekel, jaz pa ne čutim, da Bog obstaja. Prvi znani ateisti in Freud je razložil, da tisti ljudje, ki kot otroci niso bili deležni močnega lika očeta, so brezbožni. Ne samo, da nimajo nadjaza, ampak ne čutijo, da Bog obstaja. Recimo jaz čutim, da Bog obstaja, sem hkrati vem, da moje občutenje kanalizira oziroma se napaja
iz obdobja, ko smo jaz deležen mojega očeta, ki je bil prvi Bog za mene. In zdaj ta Bog, ki čutim stvarnik, da obstaja, pa ne hodim v cerkev, nimam rad inštitucije, cerkve, RKC-a, kjerkoli, ampak čutim, da bi Bog obstajal. To občutenje gravitira v moj odipalni del, pa celo otroštvo, ker je moj foter bil prvi Bog. Leonardo da Vinci ni imel fotra in ni imel občutka, da Bog obstaja. Jaz sem imel že tudi duhovnike, so hoteli postati duhovniki, pa ni bilo fotra, mama je bila moškinja, sem rekel, pa vi sploh ne čutite, da Bog obstaja. Zakaj pa vi hočete biti duhovnik? Mama hoče biti. A sem rekel, vi sploh ne čutite, a je Bog? Je rekel, jaz ga ne čutim. Sem rekel, jaz ga pa čutim, ker sem imel močnega očeta, vi ste imeli pacopatastga, pa sploh ne čutite, da Bog obstaja. A sem kaj povedal, Nastja, tole? V duhovnosti jih vleče tiste, ki imajo problem s fotrom. Ja, se pravi, to sem zdaj hotela reči, da pač tiska nima fotra, nima v bistvu kritičnega mišljenja. Kritično mišljenje ima, ampak občutki ga zavajajo in se mu zdi, ene občutke kanalizira v sektor duhovnosti in tam išče neke odgovore, ki bi mogel on čutiti, ker mu je foter, ta pravi, da to teke noter dal. In on se znajdu zaradi fotra, ki bi bil naselil določene datoteke. Če foter tega ne opravi, potem on išče obrambno rešitve za življenje v verskih knjigah. In guruji, simbol očeta, ga zgrabijo in potem tistega guruja vidi zato, ker fotra ni imel. In potem v tem guruju vidi odrešitev. Luka, povej ti še, kaj si hotel. To vprašanje sem imel. Ste mogoče gledali ta zdaj popularni dokumentarc, ta socialna dilema o teh socialnih medijih? Pa kaj si mislite o prihodnosti glede psihičnega zdravja družbe na splošno? Pa vi ste že veliko videli desetletji tega razvoja človeške družbe in tega kapitalizma in materializma in tako naprej, potrošništva. Kam to vodi? Meni se zdi, da se nikakor ne vodi v neko umirjeno, stabilno, kako bi rekel, da se bo to obrnilo, ampak da bo šlo samo še bolj in bolj naprej v neko, ne vem kakšno psihično stanje. No, glejte, jaz sem tole strbol. Tle smo vsi neki levičari, ne? Če bi kjer bral moje zapise iz leta, ne vem, 2007, tudi sem imel svoje oddaje, zagovarjam, rekel, NOB, zagovarjam tudi, socialistično revolucijo, takrat, ko se je zgodila. Zagovarjam in jo ne obsojam, da se je zgodila. Ampak zdaj vem, da demokratičnega socializma ne more biti, ker vem, kako psiha deluje. In to je povedal tudi Freud, ki je rekel, oktobrska revolucija, tole, ker se grejo bolševiki, to bo 6 mesecev trajalo, ker ni človeška, moška psiha rojena za enakost. In zdaj vsem, ko sem jaz rekel, da sem konceptualist, v bistvu psihoanalitik in lahko saniram človeški patos, lahko svetujem, sem pa tudi na področju sociologije, družbe, kulture, sem močen. Lahko demoliram umetnost. Demoliral sem pa tudi anarhizem. In tole, recimo, kot levičar, to mi najbolj zamirijo, družinski zakonik, sem rekel, in sem konzervativen. Ampak tole, ker se grejo te anarhisti, kulturniki, ki ima že mandat, ker se ne ve danes več, kaj je kultura, kaj je umetnost, in potem rečejo, umetniki imajo pa danes funkcijo, da so aktivisti. In potem te lenuhi, ko ne vejo, kaj bi sami sabo, potem pa tam morajo malo s to državo delali, ne bi nič, tam bi neke freske delali, take, ki imam tam na ozadju. To je moj otrok pred 2 letih narisal. Sem jaz norca delal iz umetnosti. Anarhizem ne vodi nikamor, ker bo demoliral družbo. Mi se moramo držati pravil igre. Družbo moramo konzervativizirati, ne konzervirati, ampak konzervativizirati. Pravila igre morajo držati za vse. Mi se moramo držati nekih pravil. Naša družina mora biti tradicionalna, zato da bojo otroci prišli v družbo, predvsem moški, dečki, fantje, moški,
s čutom za moralno razsojanje. Ko bomo dosegli, da bojo v družbo prihajali moralno razsodni testosteronski moški, se bodo naši podsistemi družbeni začeli normalno obnašati. Zdaj so pa na teh direktorskih mestih same babe. Sorry, ženske, tam neka Bobnarca je bila policajka, firarca, Tatjana Bobnar, ko je bila Nataša Ermenc, tu je Puška pa Juriš, vojakom poglavarka bila, v ključnih družbenih podsistemih. Mora biti moški, ki ima čut za moralno razsojanje. Ok, malo bo harema, tam kako tajnico bojo imeli za ljubico, ampak sistemi bojo funkcionirali. Če bomo imeli pa moralno pokvarjene patološke narcise, ki nimajo čuta za moralno razsojanje v družbenih podsistemih, pa tam neke babnice, neke petelinke, ko bojo tiste poteze, tam točno se ve, kjero poteze mora dati, skakati C4, ona bo škisa gor zabrisala. Ker sploh ne ve, kako za eno poteze mora dati. Čeprav zdaj te Novozelandka, Finka, predsednica vlade, ne, super funkcionirajo zato, ker ne vejo od muke, kaj bi, in strokovne službe vse naredijo namesto njih. Ne, v nekaterih močnih državah, pa tam Boris Johnson, pa Trumplast, ne, bo pa kar on rekel, ne bomo maskneli. Ja, čakaj malo, nisi zdaj ti egomanjak, daj posluš nekoga, ki je bolj pametno od tebe. In ženske se mogoče znajdejo zdaj ravno zato, ker poslušajo pametnejše od sebe. Gospodarja išče. Ampak načeloma, če hočemo mi družbo narediti spet normalno, jo moramo vrniti v čase, ko je bil moški, ko je imel testosteron, ko je znal dvoriti, pa je znal moralno razsojati. Ženska pa se ni v življenju bila petelinka, pa se kurčila s kariero, ampak je vestna žena, dobra mati in uživa, ko je mama, ne pa, ko ima 3 doktorate. Seksa pa mbenga. Saj z moškim ne. Jaz imam eno vprašanje. Evo, Ja. samo. Jaz sem za športniki ukvarjam, ne, pa bom malo na šport obrnil zadevo. Ja, Zdaj, ko ste govorili o narcisih, ne. Zdaj me Ja. zanima, kje je ta meja, da je nekdo narcis ali pa patološki narcis, ne. Se pravi, po mojem je do neke mere pri športnikih zaželjeno, da so pač, kako bi se izrazil, egomanjaki, ne. Se pravi, da rinejo za zmago, pa jih ne briga, kaj se bo zgodilo. Zmaga pa nič druga, ne. Zdaj, kje je pa tista meja, ne, ker če pogledamo samo Ronaldota ali pa pač bilo koga, kakega vrhunskega športnika, to so po mojem sami narcisi, pa tako ste rekli za našega predsednika Pahorja, oni so vsaj všeč, ne, ampak je pa daleč prilezel po eni strani. Ja, zdaj ta šport imam jaz v mezincu, sam če bomo šla zdaj v šport, recimo, tale Maradona, to je bil en narkoman, ne, dober fuzbaler, sam on se je v življenju čisto izgubil. Ronaldo, to je neko nadomestno mamico za svojega otroka, to je človek butalsko sam satan, ne, ampak dober fuzbaler. Zdaj temu se v življenju ne piše nič dobrega. To sreče te športniki, en Maradona, to, ko je končal kariero, ni bil več srečen. Ne. Svet je tako narejen, ali pa mati ni Kenan. Moja generacija vseh skakalcev, to je umrl par let nazaj. Prodal vse olimpijske medalje, striptease plesu, da si je služil za jest. Ne. Mnogi propadejo, so odlični športniki, imajo talent, motoriko, egomanjaki so, tudi jaz, ko delam psiho s športniki, to in moram, recimo veste, da sem z Ilko delal, to je treba dopovedati, da vidijo sam sebe. To se mora videti, da je zmagovalec olimpijskih iger, to moraš vedeti, da si izbran in pa mu moraš oprati možgane na egoizem. Ampak to potem dobiš v paketu neka egomanjaka, dobiš tudi pokvarjenost, ki bo ven osekala po končani karieri in se tem športnikom zelo zalomi. Bab imajo kot reka, pa 3 ločitve, otroci so, ne vem, potem čist defekten in ni srečen, ker vidi, da ima defektne otroke. To se vse vrača, vse se plača, ne, se pravi, dobro se z dobrim vrača, slabo s slabim in eni plusi v karieri športni se potem obrestujejo z nekimi minusi. Tako da svet je kar
uravnotežen na smrtni postelji, če bi Bog kalkuliral, bi rekel, tale je imel kot športnik toliko pa toliko plusov, ampak pol je pa imel toliko pa toliko minusov. Ne? Tako da, mislim, šport je posebna stvar. Ne? Pravi heroji, heroji, bi rekel, po duši so bili oni gasilci, ki so šli v tisti VTC reševati, pa se VTC sesul. Oni niso bili narcistični. V enem športu, pa če češ ti, kaj vem, peš na Davlagiri, ritensko, ne, pa si pol Tomaž Humar, moraš biti pretegnjen in pol uspeš, ali pa tudi ne, ali pa ostaneš gor v Himalaji. Ne, se pravi, šport, to niso vsi spoštovano vredne osebnosti, oziroma da so brezmadežne duše. Ter se pokvarjen ko kvargel. En Balotelli, to je pretegnjen. Ali pa tale, bi rekel, Ibrahimović tudi ni psiho, da ima oči zdiht, ne? Ampak je genijalc na področju športa, mislim. Kaj čem reči? Narcizem je treba privzgajati, če češ olimpijsko medaljo. Sicer pa to nosi, pa živeti s takim človekom, je pa ženska videti Ronaldota, pa se razgovori, on rab 3 špegle, da se gleda, ne da se tam ena na ena posveča ženski v seksu. On se posveča, da gleda, koliko je car, pa koliko je lepa ona. On se nič ne potrubi za žensko željo. Ne? Tako da to so razštelane osebnosti na drugih področjih. Ja, se pravi, pol je treba dati na tehtnico, ali hočemo zmagovalca ali pa normalnega človeka pol po karieri. To načeloma trenerji se to ne vprašajo. Zmaga je edina, ki šteje. Ja. In če recimo, kaj vem, jaz v eni točki sem naredil vse za Ilko, ampak sem imel pa eno pacientko, ki sem ji pa iskal pa mamo, ki je bila posvojena in se jo najdel tam na Kosovu. Neko Ilka tiste neke zmage doživljala, ali pa tam, ne vem, jaz si bila 4. v Beaver Creeku, vse sem bil vesel. Ampak srečo sem pa jaz doživljal, ko sem pa mamo najdel tam, ko sem pa dal dobroto od sebe, ne. Ko daš pa ti dobrota od sebe, imaš pa notranjo plemenitost, pa uživaš, ker si srečen. Če pa ti dobiš olimpijsko medaljo, Sara Isaković, vem, da je delal podcast Uršule Majce, moram še to poslušati. Ona je rekla, da se nič ne da primerjati, torej nobena olimpijska medalja, ki je dobila v Pekingu, ne od tehta izkušnje, ki je imela intelektualne izkušnje, ko je študirala. Študirala pa psihologijo, se mi zdi, ne vem, celo v Ameriki. Ona je rekla, če daš na vago olimpijsko medaljo, pa to, kar sem jaz doživela plemenitega v študiju, je tisto 10-krat bolj vredno. Zdaj, ko gleda, ne? Ampak če si pa ti v športu, pa vidiš samo tisto medaljo. Ker tista Peter Majdič, to je neka tekačica, a ja, Petra je bila. Ta Petra Majdič, tisto polomljeno rebro, dobila tisto Vancouverovsko medaljo, mislim, da bila to moja hčerka, je znoro, ja, pa ni vredna ta medalja, čaki, zlomljeno rebro imaš. Jaz imam red tebe, taka, ki si, ne rabiš ti meni medalje nositi. Ne, to ženske postanejo v faličnih športih žvadi. Največji problem je, da ratajo mnogo odličnih športnih tudi lezbik, ker pa se po seksu čutijo premagane. Ne, moški je en fejt nažge, ona misli, da jo premaga. Ja, tudi jaz mislim, da moramo nadaljevati naslednji teden. Naslednji, ali pa kdaj drugič, no, bomo še kako drugo temo. Ja. Kim, bova midva na vezi, tole ste posneli. Ja. Aha, Lukas, ti dobil odgovor, ne, si? Ja, vse vem, da bi lahko še govoril, vem. Bomo še govorili, pa bomo odprto debato pustili, tako da bomo lahko govorili, o čemer bomo hoteli govoriti. Ok. V redu.